Od decembra 2022 pred cerkvijo svetega Lenarta v Novem mestu stoji frančiškan z rastočo knjigo. Njegovo odkritje so pospremili s slovesnostjo, na kateri je za kulturni program poskrbela gimnazija Novo mesto. Kip, ki ga je blagoslovil nadškof metropolit Stanislav Zore, simbolno ponazarja bogato kulturno dediščino frančiškanov. 1469. leta so prišli v Novo mesto frančiškani. In frančiškani so spremenili takratno življenje, ki ga je tako lepo opisoval Ivan Vrhovec v svoji knjigi Zgodovina Novega mesta, ki je bila izdana 1891. leta. V tistem Novem mestu, kamor so prišli, je bilo precej zapuščeno in tako dalje, ampak oni so prinesli vero in tudi pravzaprav neko novo kulturo. Bili so po bolnicah, bili so po domovih, po hišah in so pomagali ljudem lepše življenje. Takrat je Novo mesto v tistem času čisto drugačno živelo in tudi po poučevanju po zgodovinskih arhivih je tako bilo. Posebej značilno je že takrat bila že naša knjižnica, frančiškanska knjižnica, pojem v slovenski kulturi in v zgodovini Slovenije. Tako z znanstvenim veseljem in s posebnim spoštovanjem se spomnim patra Feliciana Pevca, ki je nažalost upan leži. Umrl je 2012 in je pustil neizbrisen spomin na novomeško kulturo. Bil je pojem nekaj lepega, pojem za knjižnice, pojem za ikonabole in tako dalje naprej. Jaz se ga posebej spomnim videti kot človek, izrazito črteč, doma je bil z naših trbalskih krajev, pri Rabdovi vasi. In ko sem jaz dovoljno minimalno priznanih trener, mi je meni ta prvi pošto poslal. Izredno pozoren je bil in vse posod natančen, zavedal se je kulture v Novem mestu. Pojem je bilo. Pojdej sem pa kaj zgodbo povedal. Praznovali smo v Sloveniji 13. maja 2017 že 300 obletnico rojstva Marije Terezije, ki se je rodila 1717. In v tem sklopu čezmejnega sodelovanja in spletnih sodelovanj to je Cross-Border Collaboration, je bilo to objavljeno, so številne stvari od Marije Terezije bile objavljene, izdane so za poštne znamke Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Slovenije in naše Ukrajine. Znamke in te znamke imamo to še mi nekaj znamke, še zmeraj stičišče. In tisto, ki je pa posebej zanimivo, je pa, moram to povedati, da je 8. avgusta 1746 leta Marija Terezija ustanovila gimnazijo v Novem mestu. In še enkrat, tisto, ki je pa meni najlepši, ker sem tudi v novomeški gimnaziji, dijak novomeške gimnazije, je to, da je bila to prva gimnazija v celotni Avstro-Ogrski monarhiji. Prva v Novem mestu, ne druga, ampak prva. Šele 3 leta kasneje je bila na Dunaju ustanovljena ta gimnazija. Torej, Novomeščani so bili prvi, še enkrat prvi. In zato smo ponosni Novomeščani na naše. Pa tudi vsi, da smo hodili v gimnazijo, novomeško gimnazijo, s ponosom povemo, da smo hodili v novomeško gimnazijo. To je posebna kvaliteta. In tisti Novomeščani smo domišljali, važni. Jaz, smete, da povem, ko sem kar mene spraševal pred mnogimi leti, si pa še najšel,
Ja, pa vi imate pa toliko stvari, toliko ste naredili, tudi jaz v moje krti in tako dalje. Jaz sem pa tistem Ljubljančan pod narekovanjem, smete zameriti. Saj smo vsi fejst ljudje. Pa sem rekel, a vi mislite, da mi v Novem mestu samo po gnoju smrtimo? Imamo tudi še dosežke, to je malo heca, ne? Ampak te modelo lepe. In interesantno, da v sklopu teh praznovanj smo leta 15. maja ustanovili odbor za promocijo kulturne dediščine. In ta odbor za promocijo kulturne dediščine že takrat pričel delovati. Moram pa na hitro zapovedati, samo priimke bom povedal. Glišar, Gabrielčič, Šadonič, Špelič, Mojca Lukšič, Lea Colarič, Usenik Janez, Koncilija, Omel, Fočeva in pokojna Cecilija smo ustanovili ta odbor in kot prvo našo stvar smo realizirali spominsko ploščo v čast ustanovitve, da je Marija Tereza ustanovila gimnazijo in to spominsko ploščo je tle vizavitam pri glasbeni šoli smo odkrili 4. avgusta 2018. Mi smo še, naš odbor je organiziral najmanj 5 ali 6 akademij posvetovanj tukaj v Samostanu in v Križnici, v Novem mestu, bili so v Karlovcu, sodelovanje Novo mesto Karlovac, ker so te obe gimnazije, Karlovac in Novo mesto, to je bila med 15 sedmi oziroma gimnazijami, je bila tudi gimnazija Karlovac. No in potem, ko so se spomnili, smo tudi napisali, na primer, prošnjo papežu Frančišku, in sicer januarja 19, da naj blagoslovi, da bomo naredili. Idejo smo dobili, da bi postavili kip Frančiškan za Rastočo knjigo, da je Rastoča knjiga, da je beseda Rastoča, je pa kriv pod narekovajem dr. Janez Gabrielčič, ki je oče Rastoče knjige Slovenije, ki je pravzaprav prišel na to idejo, da bi Frančiškane pod Rastočo knjigo, da bi oplemenitili to idejo. Moram reči, da je pri vsem tem izredno, moram posebej pohvaliti zaslužnega profesora dr. Jožeta Glišara Novomeščana, ker pravzaprav, da je on spet reče kriv, da imamo Novomest digitalno, da smo digitalno zelo med prvimi v Sloveniji, on je digitalno osveščen in on je tisti, ki redno dela in tako, da imamo vse v bistvu na spletni strani. Samo vtipkajte odbor za promocijo kulturne dediščine, pa boste vse videli. In takrat smo se še to zmali, da napišemo papežu, da naj to blagoslovi. Mi smo naredili lepo pismo. Posebej moram pa omeniti, da je bilo v 550. obletnici prihoda poseben simpozij organiziran tukaj v Frančiškanskem samostanu, ki ga je vodil magister Mitja Sadek in tam je tudi značilno prispeval znan zgodovinar dr. Janez Vajs iz Črnomlja. Bilo zelo lepa zgodba. Naš odbor je pravzaprav najmanj 5-6 akademij organiziral. Zdaj, da ne bom več dovoljačil, se bi rad zahvalil. Mi smo odbrali nekaj čez 30.000 evrov za ta spomenik, še nam nekaj še malo manjka. Bomo še mogoče kakšne kaj zaprosili, da bomo prišli skozi, ampak upam, da bomo po nas skozi. Zahvaljujem se Jerneju Manglju, akademskemu antikvarju, ki je postavil za moje prve čudovit kip Frančiškan za Rastočo knjigo. Jaz sem ga zdaj, ko je zelo lepo postavljal, sem vsak dan bil zelo, so to letela, da sem gledal. In tam piše to, da sem bi lepo prebral, tam piše Frančiškan, da ste videli danes vsi, prinašamo vam
vero, knjige, kulturo in znanje. Jaz bi pa na koncu dodal pa še upanje, veselje in ljubezen. Vesel sem tistega dogodka, ki se bo kmalu realiziral, torej da bo Novo mesto, naš samostan, Slovenija dobila kip Frančiškana z rastočo knigo. Rad bi samo to povedal, ker je bilo že veliko povedanega o zgodovini, o vrednotah, ki so prisotne, ki so bile prisotne takrat, ko smo začeli s to našo rastočo knigo. Bližalo se je novo tisočletje in sedaj kaj narediti. Ni bilo veliko denarja in seveda kako in kaj, ampak smo rekli, če nimamo denarja za velik kip, pa dajmo en majhen kipec narediti, ki pa bo rastel. In tisti kip naj bi imel tudi knjigo in ta knjiga naj bi rastla. In vidite, že takrat smo razmišljali, da Slovenci, ker nas je res samo 2 milijona, potrebujemo vrednote medsebojnega sodelovanja, povezovanja, združevanja. In tako smo dobili deklico z rastočo knjigo v Ljubljani, ki nekako simbolično naj poveže 2 milijona Slovencev. Res nas ni veliko, če primerjamo velike narode, velike države. Ampak 2 milijona nas je. To je pravzaprav, če vsi so na ravni vizije, strategije, razmišljamo enako, da hočemo imeti vsi veliko znanja, veliko ljubezni en do drugega, ker smo pa lahko veliki. In na katerem področju smo to dokazali, da smo veliki. Samo potrebno je, da mi imamo pri sebi, v srcu te vrednote, od A do Ž. Vidite, na sredi te naše abecede odličnosti in mojstrstva je črka L, 13. črka, ljubezen. In morda bomo v Novem mestu dobili tudi mogoče eno ulico, ki ima 25 hiš in vsaka hiša od teh bi bila vrednota A, B, C, Č, D, do Ž. Ampak veste, da so naši predniki naredili največjo hišo, 13. hišo. Bodo vedeli, da je 13. črka L in predstavlja ljubezen. In danes smo zvedeli, da je tam tudi družina Štukljeva živela. En velik Numrčan, velik Slovenec, ki je na nek način povezoval Slovence in še zdaj. Bil je dober gimnazijec, bil je dober, odličen športnik in osebnost velika. Edino njemu je Clinton aplaudiral, ko je tam bil tudi naš Leon Štukelj. In vidite, nekaj podobnega želimo narediti s temi rastočimi knjigami po Sloveniji. Povezovanje je nujno potrebno. Potrebno, da je to sovraštvo nekaj minornega in da prevlada ljubezen. Vidite, in to je to. Ampak zdaj se je pojavilo in takrat že v misli tudi, ja pa se kar naša deklica noč in dan tam razmišlja s knjigo in gleda takole. In so rekli tujci, tudi mi hočemo biti zraven pri tem lepem projektu. In tako je zdaj že 15 držav pristopilo k temu res zanimivemu, dobremu projektu in imamo potem res en mednarodni projekt, ki kaže, da Slovenci, če se združujemo, če smo povezani, lahko velike stvari delamo. In tako, zdaj smo mladi, mislimo narediti 3. festival rastoče knjige, združenih rastočih knjig sveta, v festivalni dvorani v Ljubljani in tam bi povabili deklice iz vseh teh držav, da bi naredili en manifest. Mi smo mlade in želimo kot mladi ljudje mir v svetu, da bomo lahko naše družine v miru vzgajali. In mislim, da to je spet nekaj lepega. 8 milijard zemljanov želi mir in ta deklica zdaj
bo tudi razmišljala, ko sem prepričan, z našim frančiškanom za Rastočo knjigo, simbolno seveda mišljeno, ne, da bomo to, kar so naši frančiškani že pred stoletji učili naše ljudi o ljubezni, te vrednote ljubezni. In tukaj bi seveda poudaril našega frančiškana, pevca, ja, on je bil tudi zraven, ko se je ta Rastoča knjiga pojavila. In je govoril, ja, pa to je nekaj čudovitega, Mi smo povezani bili takrat na začetku in moramo biti tudi še naprej povezani. In kaj naj na koncu rečem, da ne bom predolg, res veseli smo, da je v gimnazijka z Rastočo knjigo, mlada deklica, ki raste v gimnaziji, tukaj v bivši gimnaziji, pa imamo frančiškana z Rastočo knjigo. Oba sta povezana s knjigami, imamo zdaj tudi v naši knjižnici tam lep park, Rastoča knjiga Novo mesto, tudi lepo raste in naj raste tudi ta samostan naprej, naj raste Novo mesto, naj raste Slovenija in upajmo, da bo v miru rastel tudi svet. Novo mesto se danes vse bolj razvija kot gospodarsko, cerkveno in kulturno dolenjsko središče, najbolj
prepoznaven pečat in izhodišče za njegov razcvet, pa mu zagotovo daje starodavno kulturno izročilo. Zaradi njega mesto že dolgo slovi kot eminentna zgodovinska in spomeniška ter muzejska in knjižnična postojanka osrednja na slovenskem jugovzhodu. Ob tem, ko je k tej mestni veljavi prispeval cerkveni kolegiatni kapitel, so mi dali poseben kulturno-zgodovinski pomen zlasti frančiškani in je postalo v pravnem pogledu eno od kresijskih in zatem krajsko-glavarskih središč. Zato je bilo še zdavnaj prepoznano kot dolenska metropola ali žarnobleščeča dolenska stolica, kot ga je pesniško poveličal Drago Tinkete. S prelesno okolico, razprostranjeno na sedmerih gričih, je bilo nekdaj Novo mesto med domačini znano tudi kot sloveče mesto Dolenski Rim, kot so kraj nekateri kulturni veljaki pomenovali po besedah Frana Levstika, po katerih si je pridobil sloves krati imenitnega in občasno tudi zaspanega mesteca, ki ga vselej najbolj prebujajo kulturni ustvarjalci. Njegovo urbanistično jedro pa je živ kulturni spomenik. Tega bogatstva se poleg zgodovinarjev, kakršne med domovščani najvidneje predstavlja danes žal odsotni napovedani govornik Stane Granda, najbolj zavedajo vsakokratni kulturni, tako imenovani stari novomeščani, zelo različnih poklicov. Prav ti si posebej prizadevajo, da bi zgodovinsko ukoreninjeno kulturno identiteto mesta seznanjali in s tem spodbujali kulturni ozaveščenosti tudi mlajše rojake. Ta čas pa med njimi posebej izstopajo člani odbora za kulturno dediščino, pobudniki za spomenik redovnika, ki bo danes stopil na trg pred frančiškansko cerkev. Še prej pa so dali postaviti spominsko ploščo na poslopje bližnje stare gimnazije, ki so jo sprva vodili frančiškani. Spomeniškim poprsjem so se novomeščani spomnili tudi frančiškana, skladatelja in prevajalca Hugolina Santnerja, ter počastili spomin na modro vladarsko ustanoviteljico frančiškanske gimnazije Marijo Terezijo. In pred nekaj leti, z naklonjenim razumevanjem mestne občine, ob 550-letni obletnici prihoda frančiškanov v naše mesto, pobudili tudi znanstveni simpozij. Sklepni nasledek in otopljivo uteleženje teh prizadevanj pa je najnovejši tip frančiškana, ki v rokah nima le molitvenika, marveč kar celo skladovnico knjig. Kakorkoli je novi kip videti v osnovi realističen ali morda celo žanrski, je že s tem njegovo sporočilo izrazito simbolno, saj je redovnik prenašalec znanja in vedenja, sporočenega z besedo, ki živi v knjigah. In ker je bila na začetku beseda, je ta toliko bolj samoumevna v rokah redovnika, naslednika svetega Frančiška, ki je bil tudi učarljiv pesnik in je močno odmeval svetovni in slovenski literaturi. Za Novo mesto pa je povezava knjige frančiškana še toliko bolj naravna, ker je bilo kar 100 novomeških frančiškanov tudi profesorjev na gimnaziji, na katero smo novomeščani zaradi njenega zgodovinskega pomena že od nekdaj ponosni. Zavest o pomenu knjige, ki so se v Novem mestu po reformaciji nabirale tako samostanskih kot poznejših javnih knjižnicah, je v Novem mestu celo tako močna, da se je prav tu, v glavi Janeza Gabrijelčiča, na prelomu tisočletja porodila ideja o rastoči knjigi. Zamisel o oznanjevalskem razširjenju spodbude naj se zavest o pomenu knjige še bolj razraste in naj bo navzoča vsepovsod. To gibanje, ki ljudi, še posebej pa šolsko mladino, osvešča o velikem pomenu branja, že nekaj časa poseljuje slovenske kraje znanilci take zavzetosti v obliki raznolikih kiparskih figur, zazrtih v rastočo knjigo. Tokrat pa je Jernej Mali, isti kipar, ki je modeliral že deklico s knjigo v Ljubljanskem parku rastoče knjige, deklico nadomestil s podobo redovnika z naloženimi zaprtimi velikimi knjigami v rokah. Kot predhodnica takega motiva, na katerem je prav tako cerkven človek, pa se nam lahko prebuja v spominu kipi šolnika Blažega Tona Martina Slomška z odprto knjigo v roki, v katerem stojita vanjo straneča učenca, Nežica in Blaže. Novi novomeški spomenik je prav toliko kot knjigi posvečen novomeškim frančiškanom, njihovi pedagoški vlogi in zasluga za vsestransko rast Novega mesta. Zaradi naraščajočega pomena izobrazbe in gimnazije
ki so jo redovniki vodili, pa je bil njihov pomen velik tudi za širše slovensko ozemlje, saj so vanjo prihajali dijaki od vseh povsod. Zaradi utrjenosti neusvojljivo Novo mesto je dalo frančiškanom varno zavetje, ko so leta 1470 k nam pribežali preturniku na varnostjo prek Bele krajine Gorjancev iz Bosne. Mesto jih je sprejelo, z njim so preživljali bolj ali manj nemirne čase, o katerih pričajo frančiškanski cerkvi renesančni figuralni nagrobniki okoliških Grščakov in vojskovodje Lenkoviča, ki je bil tudi dobrotnik samostana, in so v njem pustili pomemben in prepoznaven pečat, ki je v mestni podobi močno naviden tudi že navzven. Frančiškanski samostan je v stoletjih svojo mogočno zleknjeno stavbo na pečini nad Krko danes nepogrešljivo novomeško panoramo ne le sooblikoval, marveč jo je tako rekoč ustvaril. Njegov cerkveni zvonik iz oddaljenih pogledov ritmično odzvanja više postavljenemu kapiteljskemu, ki so se mu v Valdezorjevih časih med nakopičenimi hišnimi strehami pridruževali še številni zvoniki manjših cerkva z baročnimi pokrivali. Predimentivno organsko razčlenjeno cerkveno fasado iz 19. stoletja, kakršno še danes gledamo s trga, ki ga zaobjema stara gimnazija, pa že znameniti dunajski profesor umetnostne zgodovine Max Dvoržak mlademu konzervatorju Francetu Steletu priznal, da šele ob njej spoznava, da lahko tudi nova gotika izoblikuje umetnino. O prvotnem času nastanka cerkve priča že za tisti čas starinski prezbiteri, ki s konzervativnim križno-rebrastim obokom nakazuje že tedaj trdno navezanost Novomeščanov na tradicijo. Ladijske zvezdaste oboke, ki jih je pozneje zamenil današnji enovitejši banjasti obok, pa so nekdaj nosili gotski slopi, kakršne sicer poznamo na Gorenjskem ali Dolenjskem Šentrupertu. Bližnje hišice razprostrte naokrog nad Krko, ki dopolnjujejo ta slikoviti ambient, pa so tako kot tiste na bregu nekdaj dajale začasni dom dijakom, ki so prihajali v Novo mesto od drugod in dajali živahen utrip bližnjemu, zelo prostranemu glavnemu trgu. Prav ta znameniti pogled onkraj Krke proti mogočno spokojnemu frančiškanskemu samostanu, ki ga je v bideremajskem času naslikal že pater Otto Skola, je ničkolikokrat poveličal zlasti Božidar Jakec. Oznanjal ga je za pričudovitega in edinstvenega in se ga ni mogel nagledati. Prepričan pa bil tudi, da bi ga katerokoli drugo mesto v svetu z vso ljubosumnostjo čuvalo. Pesnik Severin Šalik, ki mu je dal samostan nekoč zatočišče, pa je pogled na frančiškanski vrt v pesmi, posvečeni patru Ciprijanu, primeral s starimi gravurami, ki se na njih starinski lesk svetlika in se spominjal, kako samostanu bedi ob knjigah z božjimi naslovi. Frančiškanski patri so vodili gimnazijo od začetka v letu 1746 do 1870, torej nad 120 let. Ob njeni 150-letnici je nekdanji ravnatelj, pisatelj Fran Detela napisal, v čem je bil pomen tedaj poudarjenega poučevanja o najbolj oddaljenih antičnih časih, na katere je mogoče gledati že povsem z distance, in pojasnjeval, zakaj bi njen učni jezik najprej latinski in zatem nemški. Šele tedaj slavljeni cesar Franc Jožef naj bi dopustil tudi slovenščino, ki so gimnazijski profesor leta 1848 uvedli kot učni predmet in je bila poslej docela pa šele od konca Prve svetovne vojne za nas edina samoumevna. Med profesori so bili na gimnaziji predvsem pomembni vrščaki za latinski jezik, za katere mi je profesor Kajtar Gantar večkrat govoril, da so bili nekateri na ravni univerzitetnih profesorjev, tudi če so pisali le za gimnazijska zvestja. Med njimi je stopil tudi duhoviti pater Lacko. Svojo zavzetostjo pa so bili nadaljevalci klerikov, ki so v Novem mestu pisali svoje pridige ali slovarje že pred tem, tako kot kanonik Matija Kastelec, ki počiva v tej cerkvi, ali kapucina Janez Svetokriški in Hipolit Novomeški. Kulturno razgledani patri pa so živeli v frančiškanskem samostanu tudi še pozneje. Včasih je na primer vsak dan hodil v študijsko knjižnico hrvaški pesnik pater Leonard Galec. Moja stara mama, ki je rada iskala zavetje v tej cerkvi, ne prva,
popeljala vanjo, je rada spoštljivo govorila o patru Ciprijanu, tistem, ki je prinesel samostan, dragocen, iluminiran srednjeveški rokopis. Med dijake, ki vse generacije, pa je bila tudi vrsta poznejših učenjakov, politikov in posebno umetnikov, od Marka Pohlina, Valentina Vodnika, Simona Jenka, Ivana Tavčarja, Stanislava Krapca, Ivana Hribanja, Dragotina Ketaja, Otona Lipančiča, Milana Pugla, Vojeslava Moleta do mlajših predstavnikov tako imenovane novomeške pomladi in vseh tistih, ki so hlepeli po beseditvi svojih sanj, se včasih tudi spopadali s takrat predpisanimi pogledi in predpisi, ter pisali tudi skrivne dijaške liste. Vse to sodi med osnovna in najslavnejša poglavja novomeške kulturne zgodovine. Zato je razumljivo, da je v spominjanih ali literariziranih spominih, pa tudi proznih delih nekdanjih novomeških profesorjev in dijakov tolikokrat opisana prav nekdanja novomeška gimnazija. Tudi spomini na frančiškane, ki jih na primer Engelbert Gangel, med njimi patra Rafaela in patra Bernarda, opisuje kot učene može, ki so bolj ali manj spretno izkušali tudi dejake napraviti v učenosti sebi enake. Učili so vsak na svoj poseben način, vendar je bilo pri vsakem nekaj domačega, prikupnega, celo šaljivega. Največkrat so jih videli kot mile in prijazne, sicer pa so premogli vsak svoje znanje, tudi naravoslovno, zaradi katerega so lahko ljudem marsičem svetovali. In razumljivo je, da je vsak od njih tudi svoj specifičen temperament in značaj. Božidar Jakec, na primer, se najbolj spominjal patra Severina, ki ga je učil risanje, a ga je tudi nateplo z vrvjo za pasom. Vendar se je na ta ambient tako navezal, da je še pozneje, včasih, ko je bil pomen cerkvenih ustanov manj priznavan, zapisal dnevnik, kako vedno rad stopi v materino kapelo Škapuljerske Marije, kjer ga je rajna dobra mati izročila Mariji v varstvo, v zaščito. Pater Nikolaj skrbel za nečaka pesnika Simona Jenka, ki je prišel na gimnazijo z Gorenjske in začel pisati v Novem mestu. Med drugim napisal sonet Potihnile so coklje v samostanu. Marjan Kozina se spominjal, kako ga je prvi, še pred Ignacijem Hladnikom, učil igranja na violino patre Atanazija. Emilijan Cevc pa se najbolj spominjal patra Ota, ki je dijake seznanjal tudi s književnimi novostmi, ki si jih je sposojal celo pri Hmelniškem Verščaku. Se spominjal priročne knjižnice v konfliktu in izjavil. Novomeški frančiškani imajo velike zasluge za to, da sem, ker sem. Zasanjani slikar Janez Wolf pa je zazrto bolj pustolovsko življenje z gimnazije kar pobegnil in se romantično pridružil ciganom. Pozneje pa je prijatelja v pismu poprosil, naj ga prav lepo priporoči pri očetih frančiškanih, da bi mi naročili kako sliko, ker bi mu bilo zelo ljubo, ko bi njegovo prvo samostojno delo viselo ali v cerkvi, ali refektorju, ali na koru tistega samostana, katerega patron se mora zahvaliti za svojo vzgojo in izobrazbo. Zaradi takih spominov, ki so marsikomu zapisali frančiškansko šolo v srce, je ta starodavni ambient nabit tudi s čustvi, ki so odmevali v našem naposlovju in med nas izžarevajo preko knjig vse do danes, ko tudi frančiškanom priznavamo zasluge iz odprtega srca. Med drugo svetovno vojno v Hvalnici Novemu mestu pisatelj Jože Dular poosebno na Novo mesto celo retorično povprašal, ali jih prešteješ vse one, ki so zajemali učenost pri očetih frančiškanih in njihovih posvetnih tovariših, se raztepli po svetu, pa se spet vračali k tebi. Po vojni pa je bilo spričo nekdanjih razmer ta pomen očetov frančiškanom nekaterim tudi teže priznati. Sam se živo spominjam, kako je moral nekoč moj oče, potem ko je že pripravil kulturno-zgodovinsko razstavo v prostorih nekdanjega doma Jelade, našega kulturnega doma Janeza Trdine, v razstavni vitriti zapreti odprto knjigo samo zato, ker je bila na njenih straneh vidna stara fotografija, na kateri je bilo med gimnazijskimi profesorji paziti tudi redovnike v frančiškanski kuti in se je potem doma zelo jezil na takim primitivizmom. Izročilo pa govori tudi o tem, kako so takoj po vojni iz ideoloških razlogov čistili gimnazijsko knjižnico in je nazoče ta prizor spominjal na prizor iz Cankarjevih Hlapcev. V 19. stoletju pa so si pogumni frančiškanski profesori povzročali težave,
ker so po letu 1848 pri dijakih v narodno-obuditeljskem duhu spodbujali slovensko narodno zavest. Leta 1863 je prišel tedanji gimnazijski ravnatelj celo v spor z državnimi oblastmi, ker si v gimnazijskih izvestih upal natisniti ime mesta po slovensko kot Novo mesto in ne več kot Neustadt. Kot nazorno prikazuje zgodovinar Janko Jarc, so prav taka nasprotja povzročila, da je gimnazija prišla leta 1870 pod državno pravo in da se je sekularizirala z nemškim vodstvom, ki je dijake strože nadzorovalo. A Karl Klariči tudi še za čas potem, za 70. leta, ko je obiskoval novomeško gimnazijo, v spominih piše, da so bili profesorjev frančiškani edini, ki se niso od dijakov popolnoma oddelili in ki predvsem niso zavračali slovenskega jezika in takih so pri pričevanjih ostali tudi še pozneje. Se je narodna zavest profesorjev frančiškanov v spominih pohvalil tudi Ivan Hribar. Med našimi gimnazijskimi profesori so bili tukajšnji frančiškani pravi pionirji in že zato je njihova zasluga neprecenljiva, ne le zato, ker so bili med njimi tudi pomembni pisci in prevajalci. Tudi njihova skrbno urejena knjižnica, nekdaj profesorska in dijaška, je pomemben kulturni spomenik. Zavest o pomenu knjig pa so bili tudi njihovi še stoletja poznejši posvetni nasledniki v novi novomeški gimnazijski stavbi, že novi stavbi. Spominjam se, kako mi nekoč v njej profesor nekoč naložil referat o knjigi kot zgodovinskem pojavu, o njeni obliki in njenem pomenu, se je lahko knjiga tudi umetniško oblikovan dragocen predmet, kakršnega lahko vidimo predvsem v starih knjižnicah. O tem sem se največ poučil z knjige o knjigi Zvonimira Kolundžiča. Oče, ki bi zavzet knjižničar, pa mi je dejal, da se za razvojem tehnike v glavah ljudi nakazujejo tudi že nove oblike knjig, da bo ne glede na to ostala knjiga v bistvu še vedno knjiga. Danes, ko se to uresničuje, v resnici obstajajo tudi elektronske knjige, ki potrebujejo za skladiščenje mnogo manj prostora. A je zato v očeh ljubiteljev izročila toliko bolj cenjena tudi klasična, med platnice zajeta natisnjena knjiga, ki je lahko dojemala in primala na vroče kot najzvestejšega prijatelja in je videti, da je gotovo še ne bo kmalu konec. Kot spoznavam med delom v komisiji Javne agencije za knjigo, ki ocenjuje delo založb, bi se nekateri založniki radi prilagodili tistim, ki berejo predvsem le še stripe ali izvlečke, medtem ko spet drugi upamo, da bo vsaj del mladine tudi v današnjem času ohranil tenkočutnost in veselje do celovitih in zahtevnih knjig, tudi takih starih, kakršne drži v rokah kip spremenjeni novi frančiškanski knjižničar. Knjige, ki jih v njegove roke naložil novomeški duh rastoče knjige, naj bi se še kopičile in še rasle kot stolp učenosti in modrosti. In ne zamišljamo si lahko, da sta v njih shranjena človeška pamet in ustvarjalna občutljivost, ki prešinjena s frančiškovskim duhom, razširjata človeško omejenost v neomejenost in odpirata poti do Boga, kjerkoli že se nam razkriva. Tako branje pa omogoča tudi pogovor sorodnih duš, ne glede na prostore in čase, in je še bolj neuničljivo kot kiparski brod. Krhki frančiškan, pripadnik tako imenovanega baraškega reda, ki je še sam po sebi povezan z ljudmi, tako kot so bili gimnazijski frančiškani z novomeščani, je svečenik in služabnik, ki išče pot k resnici tudi skozi Božjo in vsako drugo pristno besedo. Zato med nas prinaša knjige, kot je bi stopal iz Radovljiške knjižnice in jih odnašal na pult pred bralce, ne da bi zanesljivo vedeli, ali jih je tudi že sam prebral, ali je znamenit pridigar, ali samo knjižničar. In tako ostaja nenavadni kip, ob vsej konkretnosti pa svoje tudi skrbnosten in napetem kontrastu med krhko frančiškovsko figuro in veliko težo naloženih starinskih bukev celo duhovit, kot so bili med profesorji duhoviti nekateri legendarni in požrtvovalni frančiškani. Dovolite mi, da na koncu pozdravim novega obrano utelešenega novomeškega frančiškana in vse spoštovanje navzoče, ki ste prišli k njegovemu odkritju in da se vsem, ki so pri njegovem prihodu sodelovali, zahvalim za izpričano kulturno zavzetost tudi v imenu Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Predhodniki te znanstvene in umetnostne ustanove so bili že baročni operozni,
in njihova prva javna znanstvena knjižnica je današnja ljubljanska semenišna knjižnica. Med njimi pa je bilo poleg pravnikov in vsakovrstnih učenjakov in zbirateljev tudi 6 teologov, če tudi neredovnikov. Velik del jih je bilo včlanjenih tudi v družbo svetega Dizme, katerega največji dosežek, viden dosežek je bogato ilustrirana reprezentativna spominska knjiga. Sama zavzetost za učenosti, ki je bila takrat pri njih še elitistična, omejena na izbrance, pa se je od začetka proti koncu 18. stoletja tako razširila, da so po njenem posredovanju čim številnejšim ljudem zahlepeneli tudi patriji, frančiškanski patriji. Slovenski mladini so ubijali učenost v glavo kot prvi novomeški profesori in tako pričeli spodbujati njeno intelektualno in duhovno rast. S tem pa so poskrbeli tudi za večji vsestranski blagor naših ljudi. Prav to rast navzven simbolizira tudi ideja rastoče knjige, iz katere priraščajo vedno novi ljubeznivi spomeniki. In to idejo že od začetka moralno podpira tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti, katere ugledni člani so bili tudi znanstveniki in umetniki, ki so jih nekdaj še učili novomeški frančiškani. Nekateri poznejši akademiki pa so bili nekdaj na novomeški gimnaziji tudi profesori. Novo mesto postaja spomenikom frančiškana za rastočo knjigo, bogatejše za še en dragocen spomenik. Njegovim pobudnikom in uresničiteljem gre za hvala, da se bo novomeško mesto situl, pa tudi učenosti in literature, še bolj zavedalo svoje bogate preteklosti in se bo ob njej nadihovalo in opogumljalo tudi za srečno, ustvarjalno in duhovno bogatejšo prihodnost. Z vami delim vaše veselje, z vami delim vaš ponos in vam iskreno čestitam najprej za zamisel, ki se je porodila, za zamisel o rastoči knjigi, s katero ste pravzaprav z obema rokama sprejeli dediščino različnih oblik tega mesta in njegove ustvarjalne moči skozi preteklost. V tej ustvarjalnosti so sodelovali tudi bratje frančiškani in želite to dediščino ohranjati živo v tem trenutku. Če naj knjiga raste, potem mora ostajati živa. Ko postane odložena nekam v kot, pa ne bo to še tako odlična in zveneča knjižnica, neha rasti. Zato se vam zahvaljujem, da jo ohranjate živo in ji dodajate svoj navdih, svoj gen, da ta knjiga raste tudi po ustvarjalnosti vas in vaših sodobnikov. Je pa ob odličnih besedah, ki smo jih v tem dopoldnevu slišali v tej cerkvi svetega Lenarta, prihajalo na misel, da gre v resnici za besedo. Gospod akademik je celo izrecno omenil začetek uvoda v Janezov evangelij, da je v začetku bila beseda. In knjiga raste z besedo. Beseda, ki se srečuje, ki se pogovarja z besedo. Bodi se znotraj posameznika v njegovem ustvarjalnem naporu, bodi si v njegovem pogovoru z okolico, z drugimi ljudmi. Takšna beseda ob besedi oblikuje knjigo. In prva beseda, ki jo je Gospod Bog izgovoril v stvarstvo, je bila: bodi svetloba, bodi luč. In zato gre. Beseda, ki gradi, beseda, ki prinaša življenje, beseda, ki žubori in razveseljuje, se napaja iz te svetlobe. Če tudi ji morda ne znamo vedno reči Bog, če tudi tej svetlobi ne znamo vedno priznati njene stvariteljske moči
in stvariteljske ljubezni. Ampak beseda, ki se iskreno napaja iz te lepote, bogati, prinaša življenje in prinaša rast. V Svetem pismu imamo zelo kmalu za to prvo besedo, po kateri vse postaja svetlo. Drugo besedo, ki ugasne luč in ki povzroči temo, zaradi katere človek zbeži in se začne skrivati. Na nas, dragi ljudje, pa je, kaj bomo z besedami počeli, katerim besedam bomo dajali prednost v svojem življenju, kaj bomo spustili v srce. Kajti mi smo gospodarji tega, kaj bo prišlo v naše srce. Kakšna knjiga po kakšnih besedah bo rasla v mojem srcu. In kakšno knjigo bom tako sposoben pisati s svojimi domačimi in z drugimi ljudmi, s katerimi živim. Slišali smo, kako zelo potrebujemo povezanost. Kako rastemo lahko samo skupaj, v sodelovanju, kadar smo drug proti drugemu, v besedi, v misli, v ravnanju, takrat ne rastemo, takrat rušimo. In zato naj ta pobuda, tudi Frančiškan z rastočo knjigo pred cerkvijo svetega Lenarta, za vsakega izmed nas vedno znova postane spodbuda. Poslušal bom besede, ki prinašajo luč, ki rastejo iz luči, in govoril bom besede, ki prinašajo svetlobo. Zato, da bo po vsaki besedi, ki jo bom spustil v srce, moje življenje bolj polno in da bo po vsaki besedi, ki jo bom izgovoril, med nami vedno več luči. In je tudi blagoslov, s katerim bomo pospremili odprtje oziroma odkritje tega kipa. Blagoslovi besede, ki jih sprejemamo, in besede, ki jih darujemo. Amen. Ponosen sem, vesel sem, da smem stati danes tukaj pred vami in da smo ta projekt pripeljali tudi k koncu, k uresničitvi. Tukaj bi posebej poudaril zavzemanje gospoda Miha Japlja, ki je dejansko, lahko rečemo, oče tega projekta, tako kot je gospod Gabrielčič, oče projekta Rastoče knjige, si je gospod Japelj izredno prizadeval za to, da smo danes tukaj. To me je nagovorilo predvsem o tem, ker je bil s tako dobro voljo in s tako dobrohotnostjo pripravljen narediti popolnoma vse, da tudi svoje ime za frančiškane zastavil marsikje. In zato, gospod Japelj, smo vam izredno hvaležni za vse vaše delo, za vas vaš trud, tudi za vse tisto, kar ste storili, ne samo za nas, ampak tudi za mesto, tudi kakšne obiske, ki ste jih opravili. Bogu hvala za vse. In ta dobrota, ki jo je gospod Japelj in hvaležnost, ki jo je nosil v sebi, se potem razširila tudi na druge. In na ta način s širjenjem dobrote se je ravno zgodil današnji dan. Širjenjem tistega, kar človek sicer nosi v srcu, pa včasih zakoplje zaradi takšnih ali drugačnih zamer. In ta dobrota, dragi dobri ljudje, se danes tukaj lahko čuti. Tako da sem hvaležen, tudi izredno hvaležen našemu županu Gregorju Macedonijo, da smo bili pri vas vedno dobrodošli, pa ne samo odbor ali pa ožji člani odbora, ampak tudi frančiškani, tudi vsak tisti, ki potrka na vaša vrata, mislim, da lahko začuti to sprejetost vsakega v mestni hiši. In to se mi zdi, da je tisto, kar šteje in kar dejansko prinaša k razvoju mesta. Tako da poklone, res sem velik poklone. Na koncu sem razmišljal tudi o
tem, da je danes na nek način to en pionirski projekt v Sloveniji, mislim na frančiškani, ne vem, če imamo kakšen takšen kip, niti podobnega ne, ki bi ga dejansko dostavili meščani nekega mesta. Se pravi, da je tukaj vidna dejansko ta dobrota v novem mestu, hkrati pa tudi odprtost vseh za preteklost, za hvaležnost za preteklost. Prepričan sem, da veliko ljudi, ki so darovali, niti ni vernih, niti nekateri niso vedeli, kaj vse je tisto, kar so frančiškani v novem mestu počeli, pa so kljub temu bili pripravljeni podpreti ta projekt. In to je tisto sodelovanje, k kateremu vas tudi vse vabim, da vedno, kadarkoli je nekaj dobrega, to dobro podpremo, ne glede na to, od koga je, ne glede na to, kdo to dobro predlaga. Prav je, da se dobrota širi in prav je, da se širi v naših srcih. In potem lahko vsak projekt še tako, ne vem, drugačen ali pa še tako v naših očeh morda čuden, lahko pride naprej kot nekaj dobrega, kot nekaj, kar rodi dobroto v srcu. Ta projekt ni čuden, ta projekt je izredno lep in nekak rast teh vrednot, ki jih frančiškan in tudi deklica z rastočo knjigo pooseblja, je tisto, kar vsako mesto potrebuje. Vesel sem, da je prvi kip frančiškana z rastočo knjigo prav v Novem mestu, kjer lahko reče, da smo bili sprejeti pred 550 leti, lepo, s širokim srcem in da smo sprejeti tudi danes. Na koncu sem prepričan, da lahko na mesto vseh naših sobratov, živečih in pokojnih, se zahvalil in rekel, da smo storili samo tisto, kar smo morali storiti zaradi ljubezni do novomeščanov, novega mesta in do Boga. Tako da Bog vam povrni za vso vašo dobroto in vedno, kjerkoli bo kakšen navdih dobrega, podprimo ga skupaj, podprite ga vi in na ta način bo tudi ne samo mesto, ampak tudi naš narod živel v lepši prihodnosti. Amen. Kip je nastajal od dober mesec. Od teh prvih potegov v glini do prvega nanašanja materijala do potem finalizacije forme. Začeli so se skupaj skico, ki je bila v bistvu tudi osnova za naše pogovarjanje, v kateri sem skušal telesati vse to, kar je bila nekako vodilo njihove misli. Na podlagi skice smo potem predebatirali, kako bi potem to postavljali v prostor in potem se je v bistvu zgodilo to, kar danes lahko vidimo pred samostanom. Koncipirano je nekako tako, da te knjige, ki jih nosi, v bistvu prinaša ljudem, sleherniku, zato da bi se z njimi oplajal, da bi z njimi rastel, da bi z njimi se izobraževal, in to pač daje dobronamerno. In vsako leto ob tej prireditvi, ki je nekako koncipirana, naj bi se dodala nova knjiga z novo mislijo, tako da bi v bistvu to raztočnost, kot je pravi dr. Gabrijelčič, na nek način poudarjali. Na začetku smo pač dodali tele knjige, ki nosijo osnovno in vodilno misel. Vsako leto pa naj bi se dodala knjiga z neko izbrano mislijo, ki bi poosebljala namen pač kipa in celotne zgodbe rastoče knjige, vere, upanja, ljubezni, pač v tem kontekstu nekako.